Dolenjska prestolnica pa ni bila izbrana naključno, saj so Združenje Sever ustanovili prav tu, in sicer 26. marca leta 1994. To je bil tudi razlog, da smo v bistvu to 20-letnico organizirali tudi tukaj v Novem mestu. Ne? In mi smo ponosni iz Dolenjske Bele krajine, da lahko to družbo, te veterane za Slovenijo gostimo na današnji dan tukaj in da se spomnimo tistih dni pred 20 leti. Takrat je bil glavni namen povezovanja veteranov in pa ohranjanje spomina na dogodke osamosvajanja Republike Slovenije in seveda urejanje statusnih zadev za veterane. Danes številni ljudje o delovanju združenja in sami njihovi odločilni akciji leta 1989 o tem ne vedo nič, ker v izobraževalnem procesu o tem ni govora in tudi sicer ne vedo. Tako da izkoriščamo pač take priložnosti, kot je današnja in pa kot bo 1. decembra, ko bomo praznovali 25 let akcije Sever, da seznanjamo javnost s temi dogodki. Še vedno pereče pa je vprašanje statusa veteranov. Še pred letom dvema smo doživeli, bi rekel, en nepričakovan udarec, ko še tisti minimum, ki je bil nekako od države dan veteranom, bil s tem zakonom o uravnoteženju javnih financ odvzet, tako da so, kar se tega tiče, veterani upravičeno razočarani. Z novo novelo zakona o vojnih veteranih naj bi jim bila vrnjena vsaj ta minimalna materialna pravica in na način, kako se jim država lahko oddolži, meni Likar. Sicer pa je bil slavnostni govornik na slovesnosti predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je združenje zaradi uspešnega delovanja odlikoval s srebrnim redom za zasluge.